Živjo, zdravo, gledate Rdečo peso. Žerjavi povsod, stanovanj nikjer. Najbrž ste opazili, da se zadnje čase veliko gradi. Nazadnje se je to tik pred prejšnjo gospodarsko krizo. Od 2015 naprej pa gradbeni sektor po cenah in aktivnosti podira vse rekorde. Celo med zaprtjem javnega življenja gradbišča delujejo s polno paro. Investitorji in gradbeniki so se pohvalili, da med korono gradbišča delujejo bolj tekoče in učinkovito. Ampak kaj se gradi? Kdo, za koga in koliko? Smo v 40 let stari soseski. Če živite v Sloveniji, po vsej verjetnosti živite v stavbi stari med 40 in 70 let. Če živite v mestu, po vsej verjetnosti živite v podobni soseski. Sredstva za gradnjo so namenili tako imenovani organi samoupravljanja ali pa je bila gradnja subvencionirana s subvencijami gradbenim kreditom. Kakorkoli, stroški in odgovornost reševanja stanovanjskega vprašanja je bila na neki ravni stvar družbe, stvar javnih organov in služb. Soseske in stanovanja, množična stanovanja v njih so spadala pod tako imenovano družbeno lastnino, ki smo jo v 90-ih s stanovanjskim zakonom, tako imenovanim Jazbinškovim zakonom, odpravili. Privatno tržno pobudo bo stanovanjsko področje končno pravično in učinkovito, so takrat opravičevali Jazbinškov zakon. Drugi ukrep zakona, poleg razprodaje družbene lastnine, je bila denacionalizacija kot stavba za mano. Pred tranzicijo so v njej bila tako imenovana solidarnostna stanovanja, s tranzicijo pa so stavbo vrnili dedičem. Mimogrede, podroben pregled lestvice najbogatejših Slovencev razkriva, da je dobršen del njih začelo ravno s takšno genialno podjetniško idejo. Novi lastniki, ki stavbo in njeno uporabo dejansko nimajo nič, sedaj pobirajo vse višje rente, brez da bi stanovanja v njej posodobili kakorkoli današnjim uporabnim ali higienskim ali tehničnim standardom. Ravno zasebna lastnina razkriva neučinkovitost kapitalizma. Rentniki služijo tako rekoč med spanjem, noben tržni mehanizem pa jih ne spodbuja, da bi kakorkoli uporabno investirali v svojo lastnino. Tudi projekti, ki dejansko lepšajo naše ulice, imajo za stanovalce grde posledice. Tale ulica, kot marsikatera v Sloveniji, je bila prenovljena z javnimi sredstvi v sodobno urbano promenado. Lastniki okoliških nepremičnin so dvignili cene najemnin. V človeku prijaznem mestu dejansko si z delavsko plačo ne moreš privoščiti najemati. Tudi novogradnja in nove investicije so čisto ločene od dejanskih potreb. V kapitalizmu je mestni prostor sredstvo za pobiranje rente. Gradi se večinoma luksuzna stanovanja in hotele, torej nepremičnine za špekulacijo. Cena kvadrata v Šumiju bo 5000 evrov na kvadratni meter. Poprečna cena rabljenega kvadrata v Ljubljani je malo pod 3000 evrov, v Sloveniji malo pod 2000 evrov. S takšnimi cenami in z našimi plačami si 80% gospodinjstev ne more privoščiti nakupa stanovanja. Posledica Jazbinškovega zakona je bila tudi visoka stopnja lastništva. V eni generaciji smo postali narod malih lastnikov, ampak takoj se je to začelo spreminjati v naslednji generaciji. Postajamo vse bolj najemniki in s to statistiko ima težava tudi uradna statistika, se gre večinoma za oddajanje na črno. Kaj pa javna stanovanjska gradnja? Po razprodaji družbene lastnine so stanovanjsko področje prevzeli novi organi, stanovanjski skladi. Z omejenimi finančnimi in kadrovskimi sredstvi pa je njihov vpliv na trg praktično neviden. Na razpisana javna stanovanja se prijavi po 10-krat več prosilcev, kot je prostih enot, in gradnja novih enot ne dosega niti skromno zastavljenih ciljev, kaj šele realnih potreb. Akutno problematiko se zato vse bolj rešuje z denarnimi transferji, naprimer subvencijami tržnih najemnin. Ampak ker trg čudežno ne pričara novih dostopnih stanovanj, gre za začaran krog. Pomanjkanje je vse večje, stroški transferjev so vse večji, stvarni manko stanovanj ni nikoli odpravljen in javni denar se steka k rentnikom. Denarja pa ne zmanjka za lepšanje naših mest. Človek, čuvaj svoje mesto, Ljubljana, moje mesto, vse to so naslovi kampanj urbanih prenov. Ampak komu so zares namenjene? Pred kratkim je občina izselila uporabnike in uporabnice tovarne Rog pod pretvezo higiene in varnosti.
Vse od Roga pa do Cukrarne je načrtovana razširitev centra. Tu bojo novi prostori za javno kulturo, za sodobne uporabnike mest, kar se sliši, da bo mogoče to tudi zate. Ampak vprašanje je, koliko bojo vključujoče tudi podzemne garaže, ki so mimogrede 40% vrednosti investicije. Na dan evikcije smo videli prave učinke urbanih prenov. Nepremičninarji, ki imajo v lasti okoliška stanovanja, so posodobili svoje oglase. Zdaj oglašujejo stanovanja v mirni okolici, brez narkičev in nerentabilnih urbanih subkultur. Predvsem pa so posodobili tudi cene. Jasno je, da je pravi slogan urbanih prenov človek čuvaj njihovo rento. No, ampak zdaj bo tega konc, ker Rog je zadnje smetišče v Ljubljani. Ni čist res. Nerentabilne so tudi čist navadne uporabe stavb. V Akademskem kolegiju za mano je trenutno študentski dom in nekaj stanovanj, ampak v načrtu je prenova. V imenu ohranjanja kulturne dediščine in potrebne tehnične sanacije bojo stavbo spremenili v hotel, trenutne stanovalce pa izselili na trg. Načrti naših mest bojo vedno izrisani v prid vladajočemu razredu. O vseh teh procesih bom govoril tudi s Klemnom Ploštajnerom. Tako da nazaj v studio. Z mano je Klemen Ploštajner, doktorski študent na FDV-ju na sociologiji. Doktoriral bo prav iz današnje PESE. Sicer ga pa poznamo tudi iz, vsaj jaz, iz gibanj, kot so Kje bomo pa jutri spali ali pa Zadrugator, ki se ukvarjajo s stanovanjskim področjem in nepremičninami v Ljubljani. Klemen, živjo. Zdravo. Ok, torej začel bi z enim splošnim vprašanjem, ki se nam zastavlja že 200 let, in sicer, da ena ugotovitev je, da trg nikakor ne more zagotoviti dostopnih stanovanj. Nikoli jih še ni in ne kaže, da jih bo. Zdaj, kaj pa vse te floskule od meščanske ekonomije, ki govorijo o ponudbi in povpraševanju? Zakaj te ne veljajo za stanovanja, zakaj ima trg takšne težave z zagotavljanjem dostopnih stanovanj? Najbolj osnoven odgovor na to vprašanje je, da zagotavljanje dostopnih stanovanj preprosto ni dobičkonosno in zaradi tega jih trg, na katerem delujejo pač akterji, ki zasledujejo profitni motiv, in dostopna stanovanja ne samo, da jim niso prioriteta, ampak tudi v lastni logiki delovanja težko to zagotovijo. Če bi pa predpostavili, da bi hipotetično to lahko počeli, so pa nepremičnine same po svoji naravi, na kak način se proizvajajo in na kak način se uporabljajo, otežujejo ali pa mogoče še bolj rečeno popolnoma onemogočajo delovanje principov prostega trga. Se pravi, ta nek osnovni princip je usklajevanje ponudbe in povpraševanja prek cenovnih mehanizmov. In najbolj očitna stvar, zaradi katere je to usklajevanje skoraj da nemogoče, je to, da je odziv na povpraševanje, se pravi, ko cene začnejo rasti, poteka z zamudo. Saj, da preskrbimo nepremičnine, traja precej časa, leto, dve minimalno, če ne še več. To pomeni, ko se pojavi povpraševanje, ki se izrazi z dvigom cen, se bo ponudba uskladila, pod narekovaji, s tem povpraševanjem šele z določeno zamudo in v valovih. Kar pomeni, da bo ponudba vedno zamujala in na koncu, ko že povpraševanje ne bo več, bodo stanovanja še vedno prihajala na trg, ker so začela graditi v času, ko je bilo še povpraševanje visoko. To smo lahko zelo očitno videli med zadnjo nepremičninsko krizo tudi v Sloveniji, kjer je na primer največ stanovanj na trg prišlo leta 2009, se pravi leto potem, ko so cene že začele padati in se ta stanovanja se jih potem ni splačalo prodati, ker so pač cene bile prenizke in niso mogle povrniti kreditov, ki so bile vložene v te projekte, in so se raje v bistvu postopoma odprodajalo oziroma se je čakalo, da se bo situacija spremenila. Kakšno vlogo pa imajo nepremičninske investicije v kapitalizmu? Zdaj, zadnji boom gradnje je bil tik pred prejšnjo krizo, takrat tam od 2008, pa kdaj je bil višek, oziroma kdaj je bilo dno, od 2012. In zdaj se spet podirajo rekordi. Gre slučajno spet za isti odnos, spet gradbeni cikel namiguje na kakšno novo krizo ali pa kaj podobnega? Se pravi, funkcija stanovanj na splošno je recimo, da če se vrnemo nazaj do 70 let, so stanovanja bila z nekim tem z vidika kapitalizma kot celote bila dojeta bolj na način kot oskrba
ali skrb za reprodukcijo delovne sile, se pravi, da smo imeli delovne, zdrave in mirne delavce, s katerimi je bilo zagotovljeno bivanje, kar je bilo speto seveda s celotno strukturo takratne družbe in ekonomije, ki je bila utemeljena recimo temu v industrijskem kapitalizmu ali pa v nekem tovarniškem delu, pri čemer so bila stanovanja v tistem trenutku bolj dojeta kot strošek, kot nekaj, kar je treba v bistvu ali država, najbolje da država zagotoviti, zato da bodo delavci v bistvu lahko produktivno delali v tovarnah in da ne bodo pritiskali na plače, ker bodo plačevali poceni najemnine ali pa nizke kredite. Od 70 let naprej se v bistvu ta funkcija stanovanj še vedno ohranja, ampak se jih dodajajo nove funkcije. Ena izmed teh, ki se je najbolj ukrepila in je potem pač prišla do izraza najbolj pred prejšnji finančni krizi, je bila, da so stanovanja postala v bistvu tudi neko investicijsko blago, ampak kar je tukaj pomembno poudariti in pri čemer se razlikuje od zdajšnje situacije, je to, da je bilo dojeto kot splošno investicijsko blago, se pravi, postopoma je šlo v smer tega, da vsako gospodinjstvo, recimo, da gradi prek stanovanj svoje lastno premoženje ali pa svojo lastno kupno moč. V Ameriki je bil zelo znano to, da so se v bistvu padec plač nadomeščal s tem, da si vzel novo hipoteko na stanovanje in si s tem financiral, recimo, da ali svoje pokojnine ali izobraževanje svojih otrok ali pa neke zdravstvene storitve, recimo, da. Se pravi, stanovanja so začela igrati funkcijo socialnega miru, ampak socialnega miru na način, da se je prek dviga cen stanovanj dvigovalo v bistvu kupno moč prebivalstva. Tako da je bil še zmeren mehanizem na nek način koncipiran kot integracija ljudi v sistem. Potem pač, ko se je finančna kriza zgodila in se je ta nepremičninski balon razpočil, začnejo cene močno padati, veliko ljudi izgubi domove, izgubi to premoženje investirano, in se začne v bistvu nov cikel rasti v tujini 2012, v Sloveniji 2015 naprej, ker če bi na prvi pogled, na hitro pogledali, imamo spet rast cen, bi rekli si, pa spet rast zadolževanja, recimo, da bi rekli, gre za zelo podobne trende, ampak gre za precejšnjo razliko in ta razlika je ta, da ta novi cikel rasti cen ni več utemeljen v integraciji, recimo, da srednjega razreda v gradnjo individualnega premoženja, ampak je veliko bolj utemeljen na krepitvi neenakosti, ki so se s krizo okrepile in se vedno bolj večajo. In ta neenakost je tako na ravni gospodinjstev, se pravi kot recimo, da neenakost med različnimi družinami ali pa posamezniki, še bolj očitna postaja pa v bistvu neenakost na ravni nekih investicijskih podjetij, ker je stanovanje postalo zanimiva investicija za tako imenovane institucionalne investitorje, kot so pokojninski skladi ali pa neki investicijski skladi, najbolj znan med njimi na stanovanjskem področju Blackstone. In fenomen, ki ga imamo zdaj, ki je v Sloveniji, statistično še nismo zabeležili, ker imamo slabe statistike, ampak če pogledamo Anglijo pa Ameriko, imamo v bistvu zanimiv fenomen močne rasti cen ob hkratnem padanju lastništva. In ta rast cen, ki je bila prej včasih integracija ljudi v sistem in gradnje individualnega premoženja, zdaj postaja v bistvu nekaj, s čimer se plemenitijo investicijski skladi, v katere imajo vložene ali mi lastne pokojnine, mislim, v tujini veliko ljudi ima pokojnine noter, še v večji meri pa v bistvu najbogatejši prebivalci tega sveta upravljajo svoje premoženje prek tega. Tako da to je ena taka najpomembnejša ali pa največja razlika med tema dvema obdobjema rasti cen. Torej, te razlike, ki se omenil od 70-ih naprej. In zdi se, da po vojni je torej ne samo recimo Jugoslavija ali pa države z neko realsocialistično preteklostjo, ampak tudi zahodni svet je poznal v bistvu ful, kaj je prava beseda, robustno ali pa široko zastavljeno stanovanjsko politiko. Kar se tiče tega načinov, kako priti do stanovanja, jih je bilo veliko in vsi so bili nekako posredovani prek neke močne socialne države. Kaj se je s tranzicijo torej najbolj spremenil v razumevanju prostora in tudi v razumevanju stanovanjske preskrbe? Zdaj, kot sem že prej omenil, če zdaj neko zelo tako splošno sliko damo, v bistvu je bila stanovanjska preskrba
do 70 let, recimo da približno, pa tukaj govorimo zelo o zahodnem svetu, pa to ne še o celotnem, ampak neke teh države z močno socialno državo je bila v bistvu stanovanjska preskrba vpeta v nekaj, čemer se je reklo v bistvu povojna obnova, pa povojni razredni kompromis. Pri čemer je bil kompromis ta, da se bodo delavci odpovedali v bistvu radikalnim delavskim bojem, v zameno bodo dobili pa dvigovanje življenjskega standarda skladno z dvigovanjem produktivnosti v tovarnah. Se pravi, bolj ko bodo produktivni, več ko se bo proizvajalo, deloma boljše plače bodo dobivali, še bolj pomembno je pa, da bodo dobivali kakovostnejše javne storitve, med katerimi so bila stanovanja dojete kot ena izmed temeljnih javnih storitev. Tukaj je najbolj paradigmatski primer tega je zagotovo Anglija s svojimi tako imenovani council housing, se pravi, recimo v Sloveniji bi se temu reklo občinska stanovanja. Ideja je bila, kot že rečeno, ta, da je v bistvu stanovanji se je sistem zmožen bil reproducirati z pomiritvijo v bistvu delavskih oziroma konfliktom med delom in kapitalom, še posebej pa v bistvu z reprodukcijo delovne sile, ki je bila pač zdrava in mirna in tako naprej. 70 leti se ta pač kompromis prelomi in tudi zaradi tega, ker v bistvu razpade celotna struktura, ki je to skupaj držala, tudi stanovanjska politika ali pa stanovanjska gradnja iz tistega časa ni imela več svojega mesta. Ni bilo več razrednega kompromisa, ni bilo več logike industrijskega razvoja, ki je bila pač v bistvu neka podlaga gradnje tudi stanovanj. In s tem, ko so v bistvu odpadli neke ti temeljne družbene strukture, ki so omogočale v bistvu, da je ta zelo izjemen trenutek gradnje javnih stanovanj obstajal, je tudi pač sama gradnja zamrla. Vzniknili sta pa dve v bistvu novi ideji, ena manj nova, malo bolj predelana, je ta pač v bistvu, da se stanovanje bolj kakovostno, bolj učinkovito in tudi bolj demokratično zagotavljajo preko trga. To je bila v bistvu ideja, ki je bila že starejša, se zdaj ponovno vrnila v neki manj predelani obliki. Druga, ki sem pa tudi že deloma omenila, je pa ta, da stanovanje ni bilo več dojeto samo kot dom, ampak v bistvu tudi kot neko gradnjo individualnega premoženja, nek način družbene mobilnosti. To je v bistvu nek trend, ki ga vidimo v celotnem zahodnem svetu. Mislim, v Ameriki manj očitno, ker so imeli manj javnih stanovanj, ampak recimo, da v Evropi, Anglija najbolj očitno, se to zelo jasno vidi. Zaradi tega imajo tudi Angleži, ali pa cel angleški politični sistem tak fetiš na stanovanja in govorijo nenehno o rasti cen in se veliko ukvarjajo s tem ravno zaradi tega, ker je v bistvu ta neka blaginjski moment je spet močno za stanovanje. Če pogledamo pa Slovenijo, je pa tudi relativno podobna zgodba, samo da z zamikom. Tudi jugoslovanski sistem je bil v bistvu na nek način utemeljen deloma v dvigovanju produktivnosti in potem prenašanju te produktivnosti v socialne storitve, med katerimi so imela stanovanja zelo močno, mogoče celo bi lahko rekli, osrednjo vlogo. Z tranzicijo, v bistvu z opustitvijo deloma tega sistema, če ravno ne takoj, se je tudi opustilo to idejo sploh stanovanj. Razlika med Slovenijo in recimo da Anglijo je pa v tem, da se za stanovanje ni našlo novega mesta, tako kot močno kot v Angliji, se pravi, stanovanja niso dobila še te dodatne funkcije premoženja takoj, ampak so bila v bistvu čist deloma pragmatična politična odločitev, deloma pa v bistvu čist opustitev sistema, kot zdaj bomo vsi po jazbinšku odkupili stanovanja, postali bomo družba lastnikov in kar naenkrat smo rešili stanovanjsko vprašanje. Nikoli več se ne bomo rabili v Sloveniji s tem ukvarjati. Tisti mali odstotek, za katerega bomo pa rabili poskrbeti, bomo pa že doštukali tistih 100 do 200 socialnih stanovanj na leto. Tako da pač v celi koncepciji v bistvu družbe stanovanja v Sloveniji sploh niso imela nekega resnega mesta in ga še zdaj postopoma dobivajo, ampak ga dobivajo v zelo podobni smeri kot v bistvu je ta angleški primer, v smeri gradnje premoženja in zdaj tudi vedno bolj očitno v smeri tega gradnje najemnega trga in krepitve v bistvu neenakosti prek stanovanjskega sistema. Ampak ja, glede nove vloge, ki jo dobivajo stanovanja oziroma najemanje v politiki zadnje čase, oziroma sploh stanovanjska politika, se zdi, da vseeno se več govori o njej, vsaj v
kampanjah pred kakšnimi volitvami, ampak se velikrat v bistvu zapakira v nekakšno mladinsko politiko. Torej, ali pa tudi programi stanovanjskega sklada so eni prav usmerjeni v mlade, ne, glih kar se je končal razpis stanovanj za mlade. Torej, a gre pri stanovanjskem vprašanju za generacijski boj? A priori odgovor bi bil in pravilno odgovor, da ne. Ampak se pa kažejo vse neke značilnosti konflikta med generacijami, ki jih pa moramo veliko bolj razumeti kot v bistvu konflikt, ali pa ne konflikt, kot napetost med ostalinami preteklega sistema in realnostjo sedanjega. Za Slovenijo je to pač očitno, imamo ostaline preteklega sistema, ki je utemeljena bila predtem v socializmu, v močni stanovanjski politiki države, ki je zagotavljala dostopna stanovanja in potem, ki je z Jazbinškom omogočila v bistvu gradnjo individualnega premoženja velikemu deležu prebivalstva z odkupom stanovanj. Ta je najbolj viden del v bistvu tega bil, manj viden del je bil ta, da je v bistvu Jugoslavija zagotovila zelo velikemu deležu prebivalstva, da so prišli do lastništva, do teh velikih slovenskih hiš na podeželju ali pa pač manj na podeželju, tudi v mestu pa v predmestih. Je tudi v bistvu nek produkt jugoslovanske stanovanjske politike. Se pravi, imamo v bistvu neko ostalino preteklosti, kjer je bilo stanovanje preskrbljeno in je potem kasneje postalo premoženje, in realnostjo sedanjosti, kjer so pač naše generacije, tudi malo starejši, predvsem pa mlajši, soočeni s odsotnostjo države, predvsem pa s tem, da so v bistvu stanovanja postala dojeta kot premoženje za ljudi, od katerih bomo kupili ali najeli stanovanje. Še bolj zakaj pa ne smemo reči, da je generacijski konflikt, je pa zaradi tega, ker je veliko bolj konflikt neenakosti. Ker vidimo iz podatkov, tudi analiz, ki sem jih sam delal, je, da se v bistvu neenakost zelo jasno vali v bistvu čez stanovanjsko področje, kjer so otroci lastnikov ali pa bogatejših lastnikov, rečemo temu, veliko verjetneje tudi sami lastniki, veliko verjetneje živijo v veliko boljših pogojih in veliko bolj verjetno so uspešno unovčili premoženje svojih staršev, ki je nastalo na tak ali pa drugačen način. In enako velja tudi za otroci najemnikov, živijo pogosteje v veliko slabših pogojih, veliko pogosteje najemajo tudi sami, ker nimajo možnosti unovčiti družinskega premoženja, zato da bi si zagotovili svoje lastno stanovanje. Tako da, če že govorimo o kakem v bistvu tudi konfliktu, recimo, da je veliko bolj ta konflikt, ali pa mogoče tukaj še bolj pravilno reči spet napetosti, neenakosti, konflikt pa nastaja vedno močnejši v bistvu med temu, kar postopoma v Sloveniji postaja ljudje, ki investirajo v stanovanja, in med v bistvu najemniki, in postopoma, zelo sicer počasi se približujemo tem klasičnim konfliktom, ki jih gledamo pač drugje, ker imamo neke večje institucionalne najemodajalce. Sicer pač zelo počasi, ampak reforme grejo v to smer, da bi se v bistvu ta struktura, ki bo jasno konfliktno vzpostavila. Povezan s tem vprašanjem je pol še v bistvu vprašanje, a je to sam problem Ljubljane. Mislim, ali se pri naslavljanju stanovanjske politike, ali prek problematiziranja, ali pa tudi prek programov, a se preveč osredotoča samo na Ljubljano? Ja, definitivno se osredotoča preveč na Ljubljano v smislu pač splošne centralizacije Slovenije, ampak to pač spet ni neka posebnost Slovenije. Imamo veliko držav, pa večina držav se v bistvu sooča s problemom centralizacije, ki ima pač svoje v bistvu vzroke tudi v delovanju kapitalizma. Ampak če rečemo pač, če pa gledamo konkretno Slovenijo, je pa tako problem stanovanjske dostopnosti v Ljubljani ni vprašanje samo Ljubljančanov ali pa tisti, ki bivamo v Ljubljani, ampak je veliko širše zaradi tega, ker je tukaj v Ljubljani največ delovnih mest na voljo, in učinek tega, da tukaj ni primernih stanovanj, pa večina delovnih mest je, da se vsakodnevno 120,000 ljudi pripelje v Ljubljano. In da v bistvu celoten ta v bistvu gradnja okoli Ljubljane,
teh spalnih vasi, jim rečemo, je v bistvu deloma produkt neprimerne urejenosti stanovanjskega področja v Ljubljani. Tako da v bistvu je vprašanje, že sam, če gledamo dostopnosti Ljubljani, veliko širše. Drug nek tak nivo, na katerega bi se bilo pa treba zelo močno osredotočiti, je pa to, da še vedno za Slovenijo velja in vedno je veljalo, da je večina stanovanj bilo zgrajenih strani fizičnih oseb, se pravi gospodinjstva so si sama zagotovila stanovanje ali v bistvu, da so najele neko manjše gradbeno podjetje, da so jim zgradila hišo, to imamo zdaj tega vedno več, ali pa so zgodovinsko najpogosteje gradile same s sorodstveno mrežo in podporo, se pravi samograditeljstvo je bil nek temeljni način priti do stanovanja. In če gledamo v bistvu podatke, je iz vidika splošne dostopnosti nevezano samo na Ljubljano, kar se tiče dostopnosti do stanovanj, veliko bolj problematičen podatek po letu 2008 ta, da močno pada individualna gradnja strani gospodinjstev oziroma pač fizičnih oseb. Da so se številke v bistvu prepolovile od leta 2008, ko so bile na vrhuncu, kar pomeni, da v bistvu je vedno manj ljudi zmožnih zgraditi svojo lastno hišo. Tukaj je več različnih razlogov. Eno je, da samo graditeljstvo praktično nemogoče postaja, ker nimamo več takih življenjskih vzorcev urejanja življenja, nimamo več tak močnih sorodstvenih solidarnostnih mrež. Zakonodajno je vedno bolj oteženo. In v bistvu temeljni način, na kakšen način je večina ljudi v Sloveniji prišlo do stanovanja, se začne postopoma krčiti in zaradi tega postaja tudi težava stanovanjsko vprašanje problematično ne samo v mestu, v Ljubljani ali pa recimo da na Primorskem ali pa v Kranju, ki je vprašanje dostopnosti cenovne, ampak postaja v bistvu na podeželju vprašanje nezmožnosti si zgraditi lastno hišo, kar je bil način še recimo do 20 let nazaj. In to vprašanje je popolnoma odsotno v kakršnemkoli javnem govoru, v kakršnemkoli razmisleku o stanovanjih in bi moglo biti postati, ker je v bistvu to, kot rečeno, en izmed temeljnih načinov priti do stanovanja bil, zdaj se je skrčil in to bo postal pač en izmed bolj vidnih problemov. Hotel sem vprašati, če nov stanovanjski zakon predvideva javno najemniško službo. To je program, orodje, prek katerega bi stanovanjski sklad v bistvu posredoval zasebna stanovanja, ki so trenutno ne bi bila neaktivna in prazna. In moje vprašanje je torej, a je najemniški trg naš res toliko naklonjen toliko nenaklonjen lastnikom in a imamo res cel zaklad neaktiviranih stanovanj v bistvu tudi? To si lepo izpostavil. V bistvu ta javna najemniška služba, mislim, čeprav deloma bi se da zamisliti, da bi imela pozitivne učinke, ampak ne na kak način je koncipirana v Sloveniji, ker je koncipirana na par napačnih predpostavkah. Napačna predpostavka je prvič ta, da bo aktivirala nove enote, se pravi, kot da imamo prazna stanovanja, pri čemer se tudi, če beremo na primer poročila od geodetske uprave ali pa nacionalni stanovanjski program ali pa govor direktorjev stanovanjskih skladov, vsi priznavajo, da v bistvu je slovenski črni trg, se pravi, da stanovanja, ki se samo kažejo v evidencah kot prazna stanovanja, so že zasedena stanovanja. Kar pomeni, da je zelo velika verjetnost, da se stanovanje ne bo nobeno novo stanovanje aktiviralo in spodbudilo lastnike, da bodo zdaj oddali prazna stanovanja, ampak v bistvu, če bo imelo kak učinek, se bo tam iz črnega trga preslikalo v uradne evidence. Tako da to je prva napačna predpostavka teh praznih enot. Druga napačna predpostavka je pa v bistvu ta, da je najemni trg v Sloveniji ali pa celo nasplošno naklonjen najemnikom, pri čemer se pač pozabi popolnoma pri tej predpostavki je, da vsaka smiselna regulacija najemnega trga mora biti močno naklonjena najemnikom, zaradi tega, ker govorimo o popolnoma neprimerljivih potrebah, recimo, da govorimo na eni strani življenjsko, eksistencialno nujni potrebi imeti stanovanje in še to stanovanje mora biti po vseh kriterijih varno.
Varno ne pomeni samo to, da ti v bistvu ne puščajo pipe, pa da ni plesni, ali pa da pač nimaš družinskega nasilja, kar so kriteriji varnosti, ampak najpomembnejši kriterij varnosti na stanovanjskem področju je, da je to stanovanje stabilno, da veš, da se najemnina ne bo dvignila, da te ne morejo iz njega kar tako vršiti in predvsem, da je dolgotrajno najemno razmerje. In vse to lahko zagotovi zgolj regulacija in mora biti nujno zagotovljena strani zakona ali pa pač izborjena na tak ali drugačen način. Spravi, tukaj imamo pač eno potrebo, na drugi strani imamo pa potrebo v bistvu po služenju s to enoto. Te dve potrebi sta tako neprimerljivi in tako na različnih nivojih, tudi če pač reče, naprimer zdaj smo od Pirkmajerja lahko brali v zadnjem delu, je napisal pismo bralcev, kjer je opozoril, da večina najemodajalcev v Sloveniji je v bistvu revnih posameznikov. Ja, zagotovo si štukajo dohodek, ampak bi si ga mogli država jim zagotoviti, da si ga zagotovijo na drugačen način, ne pa na plečih najemnikov in njihove negotovosti. In ker sta te dve pač potrebi, pravici, kakorkoli na tak različnem nivoju, mora nujno pač biti vedno postavljena na stran zavarovanja večjega pomena, kar tukaj je pač v bistvu stabilno bivanje. In še drugo je popolnoma nerazlične razmerje moči imata. Najemnik je v popolnoma podrejenem položaju do lastnika, ki ga lahko naprimer v Sloveniji na črnem trgu vedno vrže iz stanovanja, mu dvigne najemnino in tako naprej. Tako da ta pač predpostavka o neenakosti in da so lastniki na slabšem je spet nekaj, kar je problematično. In zaradi tega je cel ta koncept javne najemniške službe problematičen, ker je ta ideja, da v bistvu moramo dati neke koncesije najemodajalcem, zaradi tega, da si bodo upali oddajati stanovanja, pri čemer je v realnosti jih že jih oddajajo večinoma na nek predatorski način, ali po visokih cenah, ali pa v izjemno negotovih pogojih in 11-mesečna najemno razmerje je izjemno negotovo, ker seliti se vsakih 11 mesecev, kar veliko najemnikov vse, je izjemno negotovo. Zdaj se v bistvu tem najemodajalcem ponuja v bistvu še državno podporo, pa varnost, pa varnostne mreže, pa da se ne bodo rabili s tem ukvarjati in da bodo lahko v bistvu sam najemnino pobirali, je nekaj, kar bi se lahko uredilo na čist preprost način, da bi se v bistvu inšpekcijske nadzore poostrilo in zahtevalo v bistvu, da se tako kot pač v vsaki dejavnosti tudi ta dejavnost normalno registrira. Nisem vedel, da je Pirkmajer prav uporabil ta argument, da je težko živeti od plače do plače nekoga drugega. Odzval se je na ta moj intervju. Njegova poanta je ta, da si pravica do zaslužka in pravica do stanovanja nista v konfliktu, ampak da se lahko sam v bistvu z zagotavljanjem primernega donosa zagotavlja tudi primerno stanovanje. A imaš še kaj za zaključek? Da se nam ful zanimiv pač podatek, da je bilo 2016 najdražje stanovanje v Sloveniji prodano za 650 000 evrov. Lani je bilo pa najdražje stanovanje v Sloveniji prodano za 5 milijonov. Pa se mi je zdel tako zanimiv, koliko smo v 5 letih napredovali. Ok. Slišali smo, če hočeš stanovanja, moraš zagroziti še s čim hujšim. Več kot očitno je, trg sam od sebe ne zmore in ne zna. Še enkrat hvala gostu in hvala ekipi. Hvala tudi vam, vabljeni, da se naročite. Vem, da 2/3 vas se mora skoraj vsak četrtek samo od sebe spomniti gledati. Hvala in jejte, glodajte in gledajte Rdečo peso.